Dober dan. Tole je predstavitev postopka priznavanja izobraževanja, pridobljenega v tujini, za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Novi Gorici. Pričeli bomo z rubriko Kako začnem postopek priznavanja. Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Novi Gorici. Postopek priznavanja izobraževanja vodi pooblaščena oseba iz študentske pisarne in se prične z oddajo prijave za vpis preko spletnega portala EVŠ. Na študij se prijavite preko spletnega portala EVŠ, kjer s klikom na gumb Nadaljuj k prijavi SI-PAS vstopite v prijavo za vpis. Najprej ste preusmerjeni na storitev za spletno prijavo in e-podpis državne uprave. V okviru SI-PAS lahko uporabite več načinov avtentikacije. Prijavi lahko nadaljujete z eno od elektronskih identitet ali pa z uporabniškim imenom in geslom. Ko srečno vstopite v prijavo, najprej izberete državljanstvo in stopnjo študija. Izberete ustrezen razpis za vpis, prijavni rok in vrsto prijave. Po vnosu osebnih podatkov vnesete podatke o programu, v katerega se želite vpisati. K prijavi priložite vse priloge in dokazila, ki jih že imate. Spričevala, ki vam v času prijave še niso bila izdana, lahko prijavi priložite kasneje. Na koncu prijave je velik gumb Pošlji. Obvestilo o oddani prijavi dobite na vaš elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi. In še posebno opozorilo. Prijava za vpis za študijsko leto 2021-2022 in nanjo vezani postopki bodo potekali elektronsko preko portala EVŠ, vključno z vsemi zahtevanimi dokazili, ki so se doslej pošiljala po navadni pošti in obveščanjem o izbiri. K vlogi za priznavanje izobraževanja kandidati priložijo kopijo listine o izobraževanju, za katerega želijo, da se prizna pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa, ali original listine o zaključenem izobraževanju v tujini, za katerega želijo, da se prizna za obravnavo v prijavnem sprejemnem postopku in je legaliziran po predpisih glede na državo izvora. Kopijo prevoda listine o izobraževanju iz prve točke v slovenski ali angleški jezik, če zapis na listini ni v latinici in je zapisano v rokopisu. Tukaj zadostuje kopija prevoda, ki jo opravil sodno zaprisežen tolmač. Glede potrebe po prevodu listine se pozanimajte pri pooblaščenih osebah na univerzah ali neposredno na visokošolskem zavodu, kamor oddajate prijavo. Kopijo dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem, na primer razredna spričevala za vsa leta srednje šole in prevod spričeval v slovenski ali angleški jezik, če zapis na listini ni v latinici in je zapisano v rokopisu. Tukaj zadostuje kopija prevoda, ki je opravil sodno zapriseženi tolmač. Glede potrebe po prevodu listine se pozanimajte pri pooblaščenih osebah na univerzah ali neposredno na visokošolskem zavodu, kamor oddajate prijavo. Kratek kronološki vpis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik. Kopijo osebnega dokumenta, iz katere so razvidni osebni podatki kandidata. Državljani držav članic Evropske unije priložijo osebno izkaznico ali potni list, državljani držav nečlanic Evropske unije pa priložijo kopijo potnega lista. Študentska pisarna preveri verodostojnost listine o izobraževanju pri izdajatelju izvirne listine o izobraževanju oziroma pristojnem organu države izvora listine o izobraževanju. Če zaradi pravočasne izvedbe postopka vpisa v nadaljnje izobraževanje preveritev verodostojnosti listine pri izdajatelju izvirne listine oziroma pristojnem organu države izvora iz prejšnjega stavka ni bila mogoča, se od vlagatelja zahteva predložitev izvirnika listine o izobraževanju, ki mora biti legaliziran po predpisih in glede na državo izvora.
Izvirnike listin o izobraževanju se vrne vlagatelju, izvirnike sodno overjenih prevodov pa le, če je v postopku predložena tudi kopija prevodov. Študentska pisarna lahko zahteva, da vlagatelj priloži dodatna dokazila, če so ta potrebna za presojo vloge. Roki za prijavo za vpis 2021-2022. Prijavne roke na vseh dodiplomskih študijskih programih bomo odprli 16. februarja 2021. Prvi prijavni rok za prijavo na dodiplomske študijske programe prve stopnje se zaključi 19. marca. Prvi prijavni rok za državljane držav nečlanic Evropske unije se zaključi 30. marca. Sprememba študijskih želja po zaprtju prijavnega roka ni več mogoča. In še pomembno opozorilo. Priloge in dokazila, ki so potrebna za proces priznavanja izobraževanja in jih ob oddaji prijave kandidati še nimajo, bo možno na spletni portal EVŠ naložiti tudi po zaprtju prijavnega roka. O roku za oddajo teh dokumentov vas bo obvestila študentska pisarna po oddaji prijave za vpis. Prvi prijavni rok za prijavo na podiplomske študijske programe druge in tretje stopnje se odpre 16. februarja in zaključi 30. marca. Sprememba študijskih želja po zaprtju prijavnega roka ni več mogoča. In še pomembno opozorilo. Priloge in dokazila, ki so potrebna za proces priznavanja izobraževanja in jih ob oddaji prijave kandidati še nimajo, bo možno na spletni portal EVŠ naložiti tudi po zaprtju prijavnega roka. O roku za oddajo teh dokumentov vas bo obvestila študentska pisarna po oddaji prijave za vpis. V nadaljevanju vam bom predstavila vpisna mesta na dodiplomskih in podiplomskih programih Univerze v Novi Gorici. Na Univerzi v Novi Gorici izvajamo 7 dodiplomskih študijskih programov. Kulturna zgodovina, slovenistika, fizika in astrofizika ter okolje so 3-letni univerzitetni študijski programi, na katere se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili splošno maturo ali poklicno maturo in dodatni maturitetni predmet. Podrobno so pogoji za vpis navedeni na spletnih straneh Univerze v Novi Gorici. Študijska programa Gospodarski inženiring ter Vinogradništvo in vinarstvo sta 3-letna visokošolska strokovna študijska programa, na katere se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili splošno maturo ali poklicno maturo. Podrobno so pogoji za vpis navedeni na spletnih straneh Univerze v Novi Gorici. Študijski program Digitalne umetnosti in prakse je 3-letni visokošolski strokovni študijski program, na katerega se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili splošno maturo ali poklicno maturo in opravili preizkus umetniške nadarjenosti. Podrobno so pogoji za vpis navedeni na spletnih straneh Univerze v Novi Gorici. Na magistrske študijske programe druge stopnje se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili študijski program prve stopnje iz ustreznega področja. Program medijske umetnosti in prakse pa zahteva še opravljen preizkus umetniške nadarjenosti. Podrobno so pogoji za vpis navedeni na spletnih straneh Univerze v Novi Gorici. Na doktorske študijske programe tretje stopnje se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili študijski program druge stopnje. Podrobno so pogoji za vpis navedeni na spletnih straneh Univerze v Novi Gorici. Podrobne informacije o razpisu za vpis, rokovniku in oddaji prijave za vpis so dosegljive na spletnem portalu EVŠ in seveda na spletnih straneh Univerze v Novi Gorici. Za vsa vprašanja smo vam na voljo v naši študentski pisarni. Vabimo vas, da nam vaše vprašanja pošljete na naš elektronski naslov studentska.pisarna@ung.si. Lep pozdrav in veselimo se sodelovanja z vami.